Če človek ni povezan z duhom, je kot invalid, je kot bi mu manjkala ena noga. In če ti manjka noga, potem imaš zelo oteženo življenje, se zelo težko premikaš, zelo težko delaš čisto normalna opravila, ne. Veliko bolj se moraš mučiti v življenju, če ti manjka noga ali pa roka. In enako je pri nas ljudeh, če nimamo povezave z duhom, smo kot invalidi, nekaj nam manjka. Nekaj nam manjka in nismo zadovoljni, nismo potešeni. Tukaj not čutimo, da obstaja neka praznina. Da je neka praznina, ki jo ne moremo z ničemer zapolniti. Ne moremo jo zapolniti z denarjem, ne moremo jo zapolniti z delom, ne moremo jo zapolniti s partnerjem, ne moremo jo zapolniti z otroci, ne moremo jo zapolniti s hrano, z drogami, z aktivnostjo, z ničemer jo ne moremo zapolniti. Zato, ker je to duhovna dimenzija. In to duhovno dimenzijo lahko mi dobimo samo tako, da se z duhom povežemo. Da se povežemo z tem nesnovnim delom sebe. Z delom sebe, ki je duh, ki je neviden, ki ga ne moremo videti, ki ga lahko samo začutimo. In kako se povežemo z duhom, kako se povežemo, ker človek je multidimenzijsko bitje. Živi hkrati v fizičnem telesu in hkrati v duhovnem telesu. In je vse prisoten, ker duh je vse prisoten. In ta duhovna komponenta, duh, je nekaj, s čimer moramo biti mi povezani. Ker če nismo povezani, je kot bi odrezali se od enega dela sebe. In če se odrežemo od enega dela sebe, imamo skozi občutek, da nam nekaj manjka. Ne? Ker povezani smo s fizičnim telesom, vedno bolj smo povezani tudi s čustvi, ne? Potem je pa še duh. Je pa duhovna komponenta, duhovna razsežnost, duhovna dimenzija bitja, duhovna dimenzija človeka. In s tem se moramo povezati. In kako se najlažje povežemo z duhovno dimenzijo? Tako, da smo sami s sabo v tišini. Čisto enostavno. Ne rabimo nobene tehnike, ne rabimo nobenega, bi rekel, nobenega mučenja. Samo usedemo se, lahko zapremo oči, smo sami s seboj v tišini in slej ko prej začutimo. Ali pa gremo v naravo, gremo v reko, gremo v gozd na enak način. Tako da ta duhovna komponenta je zelo pomembna in najdemo jo lahko na zelo enostaven način.